zdaj preden greva na temo, je Tadej postavil eno vprašanje, pa je danes tako, da bo zate ful zanimivo vprašanje. No, njegovo vprašanje je, kaj so to zero party, first party in third party podatki, kaj bi bili second party podatki, kaj so dobre prakse zbiranja podatkov in s kakšnim namenom, kako upravičimo stroške zbiranja podatkov. To je vprašanje, ki ga je dal Tadej, tako da Andrej, pa imam štimel kaj zapovedati. Ok. To so 3-4 vprašanja, ampak ja. Ok, zero party, first party, third party, pa imamo še second party. Sej, neki sva jih že omenjala, no, ampak če greva zero pa first party podatki, rečemo, da je to v osnovi ista stvar. Torej, to so naši podatki, ki jih mi zbiramo od naših strank. Zero party so tisti, ki so nam jih stranke eksplicitno dale. Torej, stvari, ki so jih upisale v formo, ki so nam povedali komunikacijsko preferenco, kaj jih točno jih zanima, medtem ka first party so tisti podatki, ki jih sledimo z našimi orodji. Zdaj imamo second party podatki, to so podatki, ki jih sledijo naši partnerji, še vedno so enako kot naši, torej podatki individualnih oseb, medtem ka third party podatki so sledeni podatki, ki jih agregatorji zbirajo in so že agregirani in jih težje, jih ne moramo načeloma priklapljati na naše osebne podatke. Ne? A bi pa rekel za teh, si rekel partnerjevi, a veš, taki podatki, se pravi isto e-mail, pa ne vem, nakupi pri partnerju, recimo ne vem, hotelski ponudnik, pa nekdo, ki ponuja neke izlete na destinaciji, bi si mogla pač to izmenjevati, bi si pa mogla dogovoriti, da tisti, ki so v hotelu, zdaj oni njim dajo te podatke, da jih oni lahko nagovorijo, ne grejo na izlet. Tako, zdaj jasno, če govorimo o o imenih, priimkih, telefonskih, e-mailih in tako naprej, pa rabimo tudi ustrezno GDPR soglasje, da delimo te podatke. Lahko so pa to še vedno anonimizirani podatki, ki so bolj ali manj uspešno anonimizirani, kjer recimo banke oziroma te procesori kreditnih kartic kupujejo podatke iz lojalnostnih sistemov, kjer pa gre za neko drugo obdelavo, pa so torej podatki tam noter anonimizirani, ampak jih zanima, kaj se skupaj kupuje, na kakšno frekvenco ljudje kupujejo. Tako da imamo različne načine partnerstva, ampak ja, najbolj varni smo pri tem načinu, če rečemo, kupujemo podatke, kjer je nek partner zbral za naš GDPR podatke in v tem primeru moramo tudi s temi podatki potem paziti, da delamo z njimi tako kot z našimi, ko jih enkrat uvozimo v naše sisteme. Torej, standardi so tle pol kar visoki. Ne? Zdaj pri third party podatkih pa ponavadi niti ne vemo, da jih uporabljamo in zbiramo, ker jih ker jih agregatorji za nas tudi že prodajajo, kupujejo, izmenjujejo, torej mi samo rečemo, da vem, na oglasnem omrežju želimo targetirati kontakte, ki so podobni mojim strankam, ali pa kontakte, ki jih zanima to in to, ampak to potem res druga podjetja tudi za nas po večini upravljajo. Eno pod vprašanje, še sam mogoče, ker Tadej ni vprašal, pa sem tako zasledil, da imaš piškotke pa podatke. To pa tudi se nekako tako deli. A je to, sam da zdaj rešiva to, a je to isto ali ni isto, ali v katerem delu se me bi pokriva? Ja, torej definitivno ne obstajajo second party piškotki, torej imamo first party piškotke pa third party piškotke in piškotek je eden od načinov, kako lahko zbiramo podatke o obnašanju. Zdaj prej sva govorila o transakcijah v trgovinah, tam pač ne rabiš nobenega piškotka, imaš pa neko številko kreditne kartice zadnji oziroma neke druge unikatne identifikatorje. Tako da to, zdaj, bilo je še, kako upravičimo stroške zbiranja podatkov. To je. Zdaj, vedno moramo vedeti, kaj bomo s podatki delali, pa bova danes tudi po moje par teh primerov navedla. Torej, če ti veš, kaj boš z nekim podatkom, pa mu tudi znaš ga oceniti, kakšna je vrednost tega podatka. Tako da se mi zdi, da tako upravičuješ. No. Torej, da zbiraš podatke samo zaradi tega, da jih imaš, je brez veze. Tudi GDPR pravi, da je to nezaželeno prepovedano ali kakorkoli. Tako je, nikoli ne zbiraj ničesa, kar ne boš rabil za neko poslovanje ali pa za nek odnos. Exactly. Jaz upam, da je bil Tadej, da si zadovoljen z odgovorom. Ostali pa, če ima kdo podobno vprašanje ali pa kakšna druga tema, ki bi ga zanimala, ne pa kar na frodex.com/vprašaj, pa bova potem naslednjič spet odgovorila.